Aktivno. Sandy v moji družbi, lep pozdrav. Lep pozdrav, Radio Prlek. Si se zbudila? Sem se zbudila in kakor vidiš, me zdaj nič ne ustavi. Ampak kar nekaj časa si imela zimsko spanje. Zbudi se pa je bila tista, s katero si se vrnila po kar nekaj časa. Ja, ta hibernacija kar dolgo trajala, kar 20 let. Kar se tiče Sandy, kar se tiče Sandre, Klem sem ustvarjala v džezovskih vodah, tako da sem bila ves čas v glasbi, nekoliko drugačni. No, zdaj, ko so pa moji otroci najstniki, sem se pa odločila, da znova obudim in zbudim Sandy. Scena se je v teh 20 letih precej spremenila. Opažaš to? Ja, zelo. Opažam. Predvsem me ta digitalizacija kar tako šokirala, ker je res vse tako, veš, ko se menimo za kakšne intervjuje, pa tako rečeš, ne vem, če bom lahko prišla, veš, ne se ne rabiš pride, če slišimo, ne, to me pa tako, wow, se res. In ostale stvari, tudi sama glasba se je dosti spremenila. Ampak ja, jaz mislim, da se ljudje ves čas zemlja, stvari, vse se pa spreminja, ne, tako da mi moramo samo plavati nekako v to s tokom, ne. Že v preteklosti si bila v plesnih ritmih, kar pa danes nadaljuješ, ampak nekoliko drugačni zvočni podobe. Ja, tokrat sodelujem z ekipo, nekako da rečem, en del ekipe z Obale, en del iz Amsterdama, Clifford Bojo iz Amsterdama in Kevin Koradin z Obale. Pač povezali smo se že leta 2020 na EMI, ko sem jaz z Wolfom pela back vokale, on je pa imel takrat Simona Vadnjala kot izvajalca. In smo se nekako dosti zaštekali in to je trajalo, ker dolgo me je prepričeval na nek način, če bi se upala spet po nekako spet začeti Sandy, to brez veze. Ampak potem je pa res tako nekako beseda dala besedo, poslal mi je glasbo, bila mi zelo všeč in dobila sem navdih, da napišem besedilo ravno na to temo, pa se gremo zbuditi, pa gremo še kaj ustvarjati. Ja, in po nekaj mesecih sedaj res, kot praviš, ugotavljaš, nič ne ustavi me. Ja, to je pač nekako, da rečem, nadgradnja, je še bolj dance komad, oziroma elektronski, elektropop, nekako sem rekla, če bom že delala to, kar delam, pod tem imenom Sandy bom definitivno delala to, kar sem takrat v 90-ih dance glasbo, ker tako so me nekako tudi izvajalci najbolj spoznali po tej glasbi in nekako sprejemali. Tako da smo se lotili tega stila in ga bomo tudi seveda nadaljevali, sigurno. Ne boste samo rečemo v Ljubljani 2 komada, skratka ne boste samo 2 skladbi. Mislim, da se bo to sodelovanje nadaljevalo, ker smo se zelo dobro ujeli. Kevin piše odlično glasbo, jaz nekako besedilo lepo napišem na to in se kar nekako lepo dopolnjujeva. In drži to, kar poješ v naslovu, nič ne ustavi me? Ja, jaz sem zdaj dobila en tak zagon, veš, po tej koroni, ko smo vsi res bili doma in se naenkrat zaveš, kako se ti lahko dejansko svet ustavi, ne, in življenje. Sem pa rekla, zdaj, ko sem se res budila, da ne bo to samo tako malo pokukaš, pa greš spet nazaj spat, da pa gremo, zdaj gase in me nič ne ustavi na tej poti, ne. Ali s pesmijo naslavljaš samo ženske? Ja, nekako mediji so, to sem tudi že danes brala, to poudarjali, ne. Naj prvo povem, ne, da jaz nikakor nisem feministka, zelo spoštujem moške, ampak ja, podpora ženskam v tem mogoče, da se mi zdi, da smo dostkrat vseeno v tej senci, jaz pač izhajam iz tega, da sem tudi mama in žena, ne, da nekako vedno samo podpiraš družino, pa ne vem, vse nekako svoje ambicije mogoče tudi daš malo na stran, dokler so pač otroci mehni to. In jaz moram povedati, da sem z veseljem si vzela ta čas za moje otroke, ker se mi to zelo pomembno, ampak zdaj pa res je tista nemirna kriza v meni spet zbudila in sem rekla, zdaj pa nekako tudi z drugim ženskam spodbudo, kljub temu, da so mamice pa žene, da lahko kljub temu nadaljujejo stvarmi, s hobiji, ki jih veselijo. Zdaj se bomo moški počutili zapostavljene. Mogoče pa tretji komad namenjen moški, ne bo. Boš dodala pesmi tudi video podobo? Ja, nekako smo rekli, bomo videli, zdaj plan je, da se nekako naredijo te skladbe in potem bomo videli, kako bojo šli skozi, zaenkrat se vse lepo nekako poklaplja, tako da bomo videli, ne. Bomo pa mi sedaj zaslišali tudi v radijskem etru tvojo ta novo, zato Sandy, te res nič ne more ustaviti. Ja, upam, da se moje besede pozlatijo in da to, kar sem si zamislila v moji karieri, ki jo znova obujam v tej, da rečem, na sceni, ne samo tako kot džezistka, da bo res saj približno tako lepa in bogata v smislu
lepih koncertov, lepe, čudovite publike in da bom lahko to na nek način spet podoživela. Snow